Če dovoliš, Peter Semolič, za začetek bom povedala na kratko o tebi. Okay. Študiral je splošno jezikoslovje in sociologijo kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Danes ima status svobodnega književnika. Poezija njegova je več kot samo poezija. Peter je napisal tudi mnogo proze, radijskih iger, ima za seboj esejistične članke in prevaja iz francoščine, srbščine, hrvaščine, angleščine. In zdaj, Peter, te bom vprašala, tako kot smo v vabilu dali, je to poklic, je to naziv tvoj, so ti ga dali drugi, si ga zaslužil sam, za poklic pesnika se ne moreš šolati. Kako je zdaj s tem? Ja, eno je, bi rekel, ta formalna plata, kako si pravno umeščen v družbo. Se pravi, si zaposlen, si samozaposlen, si brezposeln, kakorkoli že. V Sloveniji obstaja ta status samozaposlenega v kulturi in potem pod rubrika tega je pa potem področje, s katerim se ukvarjaš. In jaz moj naziv mislim, da je samozaposlen v kulturi književnik. In ta književnik potem pa zaobsega pač različne oblike ukvarjanja s književnostjo, od bi rekel, pisanja književnosti do prevajanja književnosti, do celo organiziranja recimo literarnih prireditev. Tudi to mislim, da je zdaj po novem v opisu. Ja, v opisu. Zdaj pesnik seveda je pa načeloma nekdo, ki piše poezijo. Se pravi, če je pač nekdo, ki vozi lokomotivo, strojvodja, je potem pač pesnik tak, ki piše poezijo. In na ta način seveda potem pač recimo obstajaš nekako v družbi, v pogovoru, kadar pač beseda na človeka naneše, pa reče, pač on je pa pesnik. Zdaj, seveda ena raven je pa ta osebna raven, ki je pa stvar identifikacije, do katere mere se človek identificira s tem nekim nazivom oziroma z neko profesijo, s katero se ukvarja. In biti pesnik seveda ni čisto tako zelo preprosto, to pa ravno zaradi tega, ker ne obstaja, kot si prej rekla, ne obstajajo šole za pesnika, jaz nimam nobenega potrdila, da sem pesnik. Ne obstaja, tudi v družbi ta, bi rekel, naziv je tako bolj. Je pa ni, po eni strani je to neko spoštovanje, po drugi strani pa neka nezaupljivost, kaj pa zdaj ta hoče tukaj. In tako da seveda potem pri teh identifikacijah pa ima lahko človek skozi, lahko je še mlajši, kar neke probleme. Z leti pa vidiš, da pravzaprav roža diši, kot je rekel Shakespeare, ne glede na to, kako je ime. Tako da zdaj se s tem, bi rekel, pa že lep čas več ne ukvarjam. Zdaj pa takole, zdravniki imajo delovni material, telo človeško. Potem imajo, ne vem, lesarji les. Pesnik, pisatelj pa ima material besede. Vem, da si bil že vprašan za svojo najljubšo besedo. A je že kakšna druga v vsem tem času ali še zmeri tvoja ravenala? Ja, to v bistvu zdaj nam rekel, da je to ravno najljubša, ampak ja, da pač obstaja v človeku, obstaja, se mi zdi, in to v vsakem človeku neka fascinacija z jezikom, med drugim seveda tudi z besedami in predvsem zvočno platjo besede, manj s pomenom. Jaz se spomnim recimo svojega nečaka, ko smo pač takrat v času, ko je bil on mali, hišo gradili, pa je potem nekdo rekel, daj mi klado, pa je on njemu ta beseda tako nekako sedla in je potem obsesivno ponavljal še cel dan klado. In seveda pač po neki zvočnosti je meni nekega dne sem izvedel, zdaj prebral ali pa slišal besedo ravenala. Ravenala je pravzaprav ime drevesa, ene posebne sorte drevesa z velikimi listi, ki je
in to sem potem pač seveda pogledal slovar, ki je drevo popotnikov, in sicer zaradi tega, ker so se popotniki lahko pri tem drevesu ustavili in seveda v senci odpočili. Ampak seveda mene pač ravno ta zvočnost te besede rekel obsedla. Jaz sem potem kar nekaj časa, nekaj let rabil, da sem našel eno pesem, en kontekst, v katerega sem vendarle lahko to besedo vtaknil, in to je pač neka pesem z naslovom Ravenala. In jaz sem se v bistvu na ta način znebil, ker tako kot recimo, če smo, ne vem, če nas kaj teži, pa ko povemo ali pa zapišemo, se tega znebimo na nek način, Enako je recimo tudi, če nas obsede zvok neke besede, če jo zapišemo, če jo nekje lahko uporabimo, potem se znebimo in naredimo prostor za novo besedo. Zdaj pa takole, igranje z obliko ali pa z ritmom in ta zvočnost, ti, kdaj se te bere tako, kot da bi jaz brala knjigo, ta pripovednost, je to zdaj, si se odločil v to smer, ker od 2009 do zdaj se kar razlikuje tvoja poezija, če lahko laično samo pripomnim. Ja, hvala. Mislim, se meni je to veselo, da sem vesel, da se razlikuje, ker drugače se mi zdi, to pa še malo bolj grozen, če bi skozi pisal. To res najbrž, ja. Ampak, ja, seveda pač v različnih življenjskih obdobjih, seveda človeka marsikaj zanimajo različne stvari. In če se ukvarjaš s poezijo, te tudi različni vidiki zanimajo. Na začetku me je res ta zvočnost jezika izjemno pritegnila. Se pravi, tam še, pravzaprav, ko sem imel, ne vem, 17, 16, 17, 18 let, in sem prve pesmi pisal. Sem se predvsem, bi rekel, se še zmeraj spomnim tega občutka, ki je pač nek tak nedolžen občutek bil, oplajanja z zvokom besed, igranja z besedami. Nenazadnje moramo vedeti, da imamo Slovenci zelo bogato tradicijo, recimo temu neoavantgardne poezije, ki v veliki meri temelji na morfološki ravni jezika. Se pravi, da se je ukvarjala z morfemi. Na primer, ena takih znamenitih pesmi je pesem Francija Zagoričnika Na poti za Dajlo, kjer je ta Dajla konkreten kraj v Istri, hkrati je pa to tudi nas spominja na daljo, na daljavo. In potem tam pravi, pot potiš, ampak poti ni. In recimo, tukaj se seveda neko igranje s zvočnicami potem prinese seveda nek nov pomen v pesmi doda in jeziku. Kasneje so me pa začele zanimati pravzaprav te neke prozne strukture, kako bi jih uporabil lahko v poeziji, da bi to še vedno bila poezija, ampak da bi pa vendarle te prozne strukture, se pravi ta pripovednost, bila razvidna. Pa še nekaj me je zanimalo, oblika pesmi v prozi. To je nek hibriden žanr med poezijo in prozo, ki je nastal v 19. stoletju, nekako ga popularizira. Nastal je že prej, ampak zares ga začne uporabljati in ga razvija Charles Baudelaire. Tudi pri nas je odmeval, recimo pri nas, če pogledamo sem sodobno, Andrej Brvar, recimo je bil eden prvih, ki je poezijo v prozi pisal pri nas, zares in izključno pravzaprav samo to. Danes jo pa najdemo pri marsikom. In to je tak zelo meni zagoneten žanr pesniški, ki ga še vedno nekako raziskujem in ki mu še vedno nekako ne znam priti do konca. In seveda so pa pesmi nastale tudi v tej obliki, in zato so tudi bolj prozne, kot pa mogoče bi drugače bile. Koliko pa imaš samostojnih pesniških zbirk do danes že izdanih? Mislim, da jih je 15 ali pa 16, ali pa
17. Ja, zdaj mogo prešteti, v glavnem je tudi nekaj zborov, ampak ja, bo tam recimo med 15 pa 20. Roman pa samo eden, ali kako sem si jaz to zapomnila, in so še to roman za otroke. Ja, dobro recimo, da to je kak ambiciozen naslov roman. Po moje je bolj kratka reč, a ne, je to recimo daljša novela, za otroke, pa to za otroke literatura, ja. Pa zdajle trenutno delaš na kakšni zbirki, imaš kaj v projekte zdajle, kakšen se razvija? Ja, celo sem po nekaj letih res tako pišem, da pač imam neka obdobja, ko pišem, pa so pa lahko tudi leta minejo, ko nič ne pišem, a ne. In zdaj pa nekako, bi rekel, je pa spet, no, pred nekaj meseci nekaj začelo nastajati, bolj po slučaju, namreč to je pač en emigrantski iranski pesnik, ki živi v Kanadi, pa vemo, kaj se v Iranu danes dogaja, a ne, in je v podporo pač protestom prosil različne pesnike po celem svetu, če bi prispevali kakšne pesmi, med drugim tudi mene, pa sem rekel, ja, da bom pogledal, če imam kaj primernega, pa se je izkazalo, da nimam. In potem sem se pač pogumno lotil napisal pesemco, no, in ta pesem je pa rodila, da so začele nastajati zdaj nove pesmi po 4, skoraj pa celo 5 letih, no. Kaj bo pa ratalo iz tega, pa še ne vem. Razumem, ja. Ker to ni tako, kot poteka, ne vem, proces pri pisatelju najbrž, a ne, da si to malo posnameš, pa potem daš to na papir, a ne. To najbrž se ti mora nekaj zgoditi, ena pač zadeva iz lastnih izkustev, a ne, pri pesniku. Ja, jaz mislim, da je to malo odvisno od človeka do človeka. Obstajajo pesniki, pri nas je takšen pesnik sigurno Iztoposojnik, ki piše vsak dan, a ne. In sede in enostavno piše in potem iz tega napisanega pač naredi ven pesem, ali pa kaj se in kako točno gre pa to naprej. In to je nek princip, ki so ga vpeljali pravzaprav Američani, ker Američani so, seveda to ta, ne vem, koliko poznate, ta neka protestantska etika, ne, ker ti moraš delati, ne. In zdaj, če si pesnik, potem pač piše pesmi, ne. To ni zdaj kar tako nekaj hoditi okrog pa čakati na neki navdih, a ne, ameriški pesnik sede in piše, ne. In izkazalo se je, da seveda to ravno tako da rezultate, kot če recimo pač čakaš na neki navdih, a ne. In sam sem pa vseeno pač bolj tako, da imam neko obdobje, no, ko kar pišem, a ne, lahko tudi dnevno, pa se pa to enostavno ustavi, kot da bi se zaprlo, kot da bi se jezik zrušil. Ni več energije prave, ni več neke želje, vedno mora predhoditi seveda neka želja. In tako da sem pač bolj take sorte kampanjskega pesnika, ne. Je pa tukaj seveda tudi ta razlika med pisanjem proze in pisanjem poezije, da je poezija le bolj tek na kratke proge, a ne, proza pa na dolge proge, a ne. In če pomislimo, da recimo tekač na 100 metrov, a ne, približno toliko energije pokuri na tistih 100 metrih kot maratonec na 40 kilometrih, ne. Najbrž ne, no, ampak vsaj približno, ne. In da enostavno to prihaja bolj na način nekih izbruhov, pesništvo pa navadi vse, a ne. Zdaj pa, ko se ukvarjaš tudi s prevajanjem, a ti, preden greš v prevod, se pravi iz tujega jezika v slovenščino, pa mogoče tudi obratno, ti jo najbrž najprej posebej analiziraš, da potem začneš slikovito lahko govoriti tako, kot je pač izvirni pesnik želel, ne da? Ali kako je ta proces? Jaz si ne predstavljam, da bi prevajala pesmi. Ja, v bistvu najprej seveda vidiš, jaz prevajam tako, da tudi če prevajam zbirko pesmi, a ne, prevajam pesem po pesem, a ne, se pravi, se ukvarjam naenkrat samo z eno pesmijo, ne, ne z mislijo na neko celoto, a ne.
In enostavno seveda to pesem pač vidiš, kako je napisana, ne? Se pravi, približno kakšni so zvočni učinki, o čem nekako bi rekel govori, kaj so neki motivi, ki se tam pojavljajo, potem ritem, ne? In potem seveda poskušaš, neposredno se ne da tega prestaviti v drug jezik, ne? Celo iz jezikov, ki so nam zelo blizu, ne? Je zelo težko prevajati, ne? Recimo imamo, ne vem, hrvaščino, pa bivšo to, kar smo rekli včasih srbohrvaščina, ne? Se pravi, danes je to hrvaščina, bosanščina, srbščina, črnogorščina. Ni tako enostavno prevajati, kljub temu, da gre za veliko bližino, ne? Ja, ker se takoj spremeni ta kulturni pečat najbrž, ne? Ja, to absolutno, ne, do tega še niti nisem prišel, ne, ampak tudi sami jeziki, ne, na način, kot delujejo na ravni sintakse, recimo, ne, te znajo kar zapeljati, ne. Ali pa potem imamo še pri jezikih nekaj, čemur se reče nepravi prijatelji. To so pa besede, ki so recimo lahko ravno take, na primer kot v slovenščini, ne, ampak v tujem jeziku bojo pa pomenili nekaj drugega, recimo. Lahko daš primer? Ja, recimo po srbsko sto je miza, ne, po slovensko je pa to stol, ne. Ja. In seveda zdaj, ko ti prevajaš iz enega jezika, ki ti je zelo blizu, ne, moraš biti zelo pazljiv ravno na teh točkah, ne. Ker mimogrede se ti zdi, da nekaj razumeš, pa nekaj veš, v bistvu pa ne veš, ne. Ravno tako moraš v bistvu pravzaprav slovar uporabljati in različne vire, a ne. In če imaš srečo, da je avtorica še živa, potem se da fino tudi stalno biti v stiku z avtorjem, ko prevajaš njegovo delo, da poskušaš premikniti tudi zadaj v njegovo neko delavnico, se pravi, da ti malo vidiš, kako je pravzaprav ona to pesem sestavljal, ne. No, ampak potem pač, da dobiš nek vtis, ko si prebral pesem, in potem ta vtis pravzaprav poskušaš nekako prenesti v pesem, v prevod, ne. Se pravi, ti skušaš... Posreč čas, pa ne. Ja, ta refleksija, ne, osebna je tukaj pomembna, da jo ti prepoznaš, kaj je bila njegova najbrž, ne? Ali kako? Ja, mislim, fino je, ne, fino je, da vse zato je fajn imeti avtorja, recimo, ne, da ga vprašaš. Ja, v kakšnih stvareh, ne. Ker tukaj so potem še to, kar si prej omenila, ne, pridemo pa do kulturnih raznolikosti, ne, različnosti, in seveda lahko se del pesmi, vers, beseda zveza nanaša na nek kontekst, ne, kulturni, ki ga seveda ti, ker nisi del tiste kulture, ne poznaš. Recimo, jaz sem imel tak primer, sem prevajal iz malteščine, ne, in sem tam za veliko stvari se moral pravzaprav pozanimati pri avtorjih, ne, če so mi razložili, zakaj pravzaprav tam gre, ne. Nisem razumel. Še bolj je bilo pa zanimivo, sva pred leti z eno odlično prevajalko, Ano Jennifer, prevajala neke Irce, pa sem jaz rekel, da je ta pesem, ki jo prevajava, eksistencialistična pesem, ona je rekla, ne, to je ljubezenska pesem. Potem avtor je pa rekel, ne, to je pa pesem, pravzaprav nisem sploh naju razumel, pa mi pa zdaj govoriva, ne. Prav ne, ta pesem je zelo konkretna, to govori o enih zapornikih, severnoirskih zapornikih za časa pač teh izgredov na Severnem Irskem, ki so jih zaprli, in o tem pravzaprav ta pesem govori. Ampak to ne bi nikoli, recimo kot nekdo, ki ni Irec, ne bi pogruntal, da je to tako. Razumem. Zdaj pa takole, ne, včasih se je govorilo, da pesnik piše sonete, pa je napisal toliko in toliko lirskih pesmi, pa pa ne vem, a ti se odločiš na način tega, da rečeš, zdaj bom pa jaz naredil en ep. No, za ep se ne odločiš, ne, razen moj Sano Vaka, ne, ker načeloma se epov ne piše, ker to je grozno. To je noro. Ja, to je seveda, ne vem nasploh kako, ne.
Še dobro, da živimo v sodobnosti, ne? Da ta čas sodobnosti je zdaj bolj svoboden in te oblike in ni predpisanih vsebin tudi, a ne? Ne, v bistvu načeloma je danes, da v oblikovnem in vsebinskem smislu seveda lahko je pesnik popolnoma svoboden, ne. Je pa to tako, ne, recimo, če je za časa klasicizma bilo predpisano seveda, kako neko temo pač upesniš v neki obliki, recimo ne vem, v obliki soneta na določen način, ne, se pravi, kako si te slike, pa tako imenovane pesniške slike sledijo znotraj tega soneta. In potem si ti tam eno majhno reč premaknil, a ne, in si seveda s tem dosegel neko individualnost svoje pisave, a ne. Danes, ko imaš pa vso to svobodo, a ne, pa pravzaprav včasih smo ljudje, a ne, potem kar malo zgubljeni, ne, ker lahko v bistvu, ko začneš recimo nekaj pisati, a ne, pa rečeš, ja, saj dobro, zdaj to takole pišem, ampak se bi lahko pa tudi čisto drugače, a ne. Te svobode zna biti včasih preveč, in zna biti kar strašljiva, ne. Je pa to vseeno boljše, kot pa da ti recimo te zaprejo, ker si pač kršil kakšno metrično shemo, a ne, to pa. Ampak tukaj ne govoriva o strukturi pesmi, a ne? Ja, to v bistvu se nanaša na nekako obliko pesmi, a ne, ali pa tudi na vsebino, ne, se pravi, kaj se sme, pa se ne sme upesniti, a ne, recimo, včasih so bile pesmi nabožne pesmi, recimo, a ne, do nekje pojava trubadurjev, trubadurji potem vpeljejo v liriko, v različne oblike, med drugim sonet, pa potem pač začnejo nastanejo ljubezenska poezija, pa tako naprej, a ne, tam se pravi nekje v renesansi se to začne rahljati, a ne. In danes seveda tega ni, a ne. Obstajajo pa neki trendi, ki seveda pač na nek drugačen način delujejo, in pa vidiš, da marsikdaj pesniki padajo v nek trend, in to zaduši lahko recimo neko njihovo individualno govorico, a ne. Jaz mislim zate, da imaš kar osebni stil, da nisi ti podvržen temu kolektivnemu stilu. Ja, upam, da ja, no, mislim, ne bi imel. Res je kar močno razlikovati tebe od, ne vem, nekih, ki imajo nekaj skupnega. Zdaj me pa zanima, ker smo glih pri nekaj skupnega, pa nekih pesmi štirih. Pesmi štirih? Jaz tako rečem, zadevi, ki ste jo imeli skupaj z Danetom Zajcem, Grafenarjem pa z gospod Pejovič. Slovenski štirje pesniki, ne pesmi štirih. Sem zavlaš tole. Ja, to je pa tako, ozadje tega je bilo tako, da sva takrat pač z Vero Pejovič, pesnico, prevajalko, bila para, ne, in sva živela v Franciji. Jaz sem tam študiral, ona je pa delala, in je bilo to tako, da sva poskušala Francozom, v narekovajih rečeno, prodati poezijo Daneta Zajca. In takrat smo prišli v teh dogovorih tudi že zelo daleč, in z Galimarjem, pa je potem tisti pesnik, ki je bil osebni svetovalec Galimarja, na žalost umrl, in potem se je vse skupaj ustavilo, no, potem je še Galimar umrl in založba Galimar je nehala tiskati sodobno poezijo, ne. Nasledniki, ki so prišli, so seveda raje tiskali šund kot pesništvo, ker gre šund bolj v prodajo. Ne slišimo. Kakšna škoda? Kaj, ne slišite? Jaz slišim. Za trenutek se je... Aha. Pa Brane je hotel nekaj vprašati. Aha, nisem videla. Aha, okej. Kar izvolite, Brane. Ok, hvala lepa. Malo prej je bilo o tem govora, oblike, sodobno pesništvo, ko se poezija približa prozi in tako dalje. Ravno na tem področju bi rad malo bolj podrobno povprašal. Meni se zdi, no, jaz sem čisti laik na tem področju, ima pa zelo rad umetnost, ne, da je pisati pesmi, ko je oblika strogo določena, recimo sonet, ne, ima predpisano število vrstic, število kitic, število stopic, rima, ABBA in tako dalje, ne, in da je besede, oblika je tu nadrejena, ne, da je velika umetnost besede zložiti, ne,
po domač povedano, v to obliko soneta, pa druge gazele in kup teh predpisanih obrazcev, da se reče, a ni veliko lažje pisati bolj v pripovedni obliki poezijo, ne? Recimo, da primer za slikarstvo. Ja. Sodobno slikarstvo, abstraktno, kubizem, ne vem kaj vse, a ni to veliko lažje narediti, kot recimo en profil, portret, pardon. Ja. En portret, ne? In da se mi zdi, da je te pravi umetnik tisti, ki naredi portret, ne pa tisti, če lahko en hec povem, ne? Recimo na razstavi je ena slika, ki ima eno črto čez, cena 400 €, zdaj pa slika, ki ima 2 črti čez, 800 €. Da malo karikiram, ne? Ja. Razumete, kaj hočem povprašati? Ja. Več se tudi pogovarjam o tem, pa Ja. ne najdem čisto natančnega odgovora, ne? Ne, problem je v tem, da zdaj, kaj je težje, kaj je lažje, recimo nekomu je nekaj težje, nekomu je nekaj lažje. Najprej tu, recimo, bom povedal eno mogoče anekdoto, ki je sicer, pa daj nam povedal imena, no, ampak to je en recimo danes največjih slovenskih pesnikov velja in tudi mojster soneta, ki je pred leti začel par desetletij nazaj pisati sonete, prej je pisal v bistvu prosti vers, bolj kot ne. In je začel pisati seveda v Jamskem enajstercu, pač po Prešernu pač to obliko prevzel. In kaj se mu je pa potem zgodilo, ne? On danes ne zna več drugače pisati. Sam sem napisal eno zbirko v stopicah, v metrični shemi in potem moram reči, da sem imel zelo velike probleme, da sem prišel ven iz tega, da sem spet lahko nazaj recimo začel prosti vers pisati. Treba je vedeti, da prosti vers, je prost vers samo vis-a-vis metričnemu verzu, ni pa to prozni stavek. Pa tudi prozni stavek seveda v knjigi je nekaj drugega kot tisto, kar mi, ko govorimo, čeprav se nam zdi to bližje mogoče pogovornemu jeziku. Še ena zadeva je, ki je zelo hecna pri pesništvu, je, da pravzaprav pesništvo, odkar se je pojavilo v tem nekem sodobnem smislu, se pravi, da je začelo nastajati v nekih teh živih jezikih, od Danteja, recimo, če damo eno prilomenco naprej, začne pesništvo nastajati pa s trubadurji, oni začnejo pisati tako imenovani provensalščini oziroma Languedoc, ne pa več v latinščini, tako naprej, pri nas začne umetna poezija v slovenščini nastajati nekje v 18. stoletju. Vedno znova težnja obstaja, da bi se ta poezija vedno čim bolj približala pogovornemu jeziku. In vsak, ki je pisal pesmi, ve, kako zelo težko je pravzaprav se približati v pisanju poezije pogovornemu jeziku. To je mogoče najtežje. Težje kot pa sestaviti recimo pesem po nekih metričnih shemah, En takšen primer, recimo, ene tako zelo zabavne metrične poezije je, pa zdaj bi jaz moral to na internet pogledati, koliko milijonov sonetov Raimunda Queneauja, to je francoski pesnik in matematik bil, ki zaobsega pravzaprav, mislim, da 10 sonetov, bral bi jih pa človek par življenj. Ker tam je vsak stavek, recimo vsak vers napisan na svojem lističu in te lističe, ko pač obračaš, on je bil matematik in je te permutacije izračunal, koliko je treba, koliko permutacij, koliko pesmi se pravzaprav ven iz tega dobi. In tukaj, ko sem mu pač rekel, ja, pa dobro, je to še umetnost, ali je to matematika, je rekel, ja, jaz ne vem, jaz sem matematik, in pač jaz sem to skombiniral, sestavil, vse deluje smiselno, vse deluje krasno, in obstaja pač ta knjiga, Tako da je vprašanje, če ni prosti vers, recimo, težji, ker nimaš bergel, kot jih imaš recimo pri metričnem verzu. Ni formule, Če sem kaj iz tega, kar sem zdaj povedal, uspel tudi kaj zares povedati. Brane je bilo
kaj Hvala lepa. A ne? Če pa samo eno pol misli še naprej, Ja, ja. 3-4 mesece je zelo popularna ta umetna inteligenca, ne? Ta, kaj že, ChatGPT, Ja, ki bo ne sam pisal, ne vem kaj, besedila, seminarske, diplomske naloge, tudi pesmi. pesmi piše, ja, ja. Postavlja se že vprašanje, ali bo se ločilo, kaj je izdelek računalnika, kaj pa izdelek človeka. Ja, to se tudi jaz sprašujem, kaj pa pojma nimam, ne. Načeloma naj bi se ločilo, a ne, ker ljudje imamo čustva, da programi jih pa nimajo, ne. Ampak spet je potem ena zelo hecna reč pri, če pač vzamemo poezijo, a ne, da recimo sem jaz lahko, ko pišem pesem, a ne, lahko se zavestno odločim, da bom napisal žalostno pesem, pa nisem nič žalosten, ne. Ampak bom izbral recimo takšne besede in takšne podobe, ki bodo sugerirale ali pa naj bi sugerirale žalost, in recimo, da se mi zdaj ta pesem tudi posreči. In seveda dam v branje drugim ljudem in drugi ljudje bojo ob tem čutili neko pač dozo, neko mero žalosti, otožnosti, ne. Bo pa pravzaprav to pesem, ki bo čisto lahko vaja iz verzifikacije, kot vaja iz verzifikacije nastala, kar pa je v bistvu to, kar programi počnejo, ne. Oni delajo vaje iz verzifikacije, ti moraš rečeš, napiši sonet na temo, ne vem, računalnika, pa ti bo napisal perfekten sonet na temo računalnika. In ti pa veš, da tukaj čustev ni, samo zato, ker veš, da je napisal to program računalniški, ne pa človek, medtem ko besede pa lahko iz svojih kombinacij v tebi kot bralcu seveda vzbudijo določena čustva. Tako da meni ni jasno tukaj Smisel, ne? Zakaj bi... ne smisel, ampak meja, ne. Ali pa meja, ja. Ja, meja, kje je človek, kje je program, ne. In lahko, da nekega dne pač enostavno bomo hoteli imeti pesem, pa bomo pritisnili 2 tipke na računalniku in bomo dobili pesem, ne. Pa ta chat v bistvu zaveda, ne, te svoje omejenosti. Sem poslušal polurni razgovor Ja, ja, z tem chatom GPT, ne. ja, ja. Kakorkoli vprašanje, ko se je našel na čustva mnenja, pa to, ne, je rekel, jaz sem računalniški program, Ja, ja. čustev in svojega mnenja. To sta stara, Ja, ne. Ja, ja. Mogoče bo ta kriterij potem, ne. Ja, ne vem jaz, ne. Mislim, to je ta prihodnost, seveda je, ko začnemo razmišljati, kar malo strašljiva, a ne, ker boljše na koncu se bo izkazalo, da res računalniki boljše počnejo vse od nas, ne. No, ampak kar se tiče poezije, ne, če se smemo vklopiti, je to, da pravzaprav tako, kot ste že rekel, ne, ni definirana, ne. Recimo glasba je strašno definirana, tam imaš vse po regelcih, a ne, in tudi bo računalnik lažje delal glasbo, kot pa poezijo, a ne. Ker poezija je precej prosta, a ne, imamo to srečo, ne, bi rekel, da je verjetno poezija je najbolj svobodna oblika umetnosti, a ne. Svet zase, ne? Ja, ker pravzaprav sploh ni neke definicije, kaj pravzaprav je poezija, a ne, recimo, če rečeš, povej mi, če zunaj dežuje, je lahko čisto en tak vprašalni stavek, a ne, lahko je pa to že začetek ene pesmi, a ne. Medtem ko, se pravi, tako kot smo rekli, ne, ta računalniška zadeva pač teh čustev nima, a ne. Ja, ne, zdaj se pravi, kako pa mi to percipiramo, koliko mi potem bi bilo zanimivo narediti, da bi recimo dali za kritikom, a ne, so oceniti recimo pesniško zbirko pod krinko, da jo je pač napisal nek pač kdorkoli že, a ne, nek človek, ki bi jo pa recimo računalniški program proizvedel. A bi oni opazili, da je to, da je to v bistvu neka zgolj samo kombinatorika, ne pa tudi neko čustvovanje zanje. Ne vem, jaz nisem prepričan, da bi opazil.
ker recimo obstaja ena tako zelo fina, tako meni zelo simpatična smer v pesništvu, ki se imenuje najdena poezija, kjer ljudje, ki so res noro sposobni, uspejo recimo iz časopisnega članka, ne da bi karkoli zares spremenili, narediti perfekten sonet. To je neverjetno. Res je, da to delajo v angleščini, predvsem angleščina pa slovenščina se razlikujeta, ker slovenščina ima sklone, mi sklanjamo s končnicami, slovenščina je tako imenovan sintetični jezik, angleščina je analitični jezik in tam pri nas se seveda te končnice hitro pač izražajo spol, število in tako naprej, ne. In malo težje oblikujemo pesmi iz nekih drugih besedil, ampak v angleščini se da to lažje. In recimo ti prebereš pesem, ki je sicer takšna zelo stvarna, se ji reče recimo predmetna pesem, zelo zdravorazumska pesem, ampak poezija obstaja in obstaja tradicija takšna pesniška. In v bistvu niti ne veš, da je bil to pravzaprav samo na novo, malce preorganiziran članek časopisni, recimo na temo, neko ekološko temo, na primer, ampak ti misliš, da je to ekološka pesem, in se da, in jo doživiš kot pesem, če bi pa jo bral v obliki članka v nekem časopisu, seveda sploh ne bi pomislil na poezijo ob tem, tako da tukaj to je tako zelo tako spolsko področje, sprav, ne vem. Seveda si želim, da stroji en dan ne bi boljš pisali kot ljudje, ampak zaenkrat igrajo šah boljše kot ljudje, tako da bomo videli, kaj bo. Recimo, ko si rekel, Peter, da se bere lahko pesem oziroma članek kot pesem, Jaz recimo imam težave na glas brati pesem, ampak ko sem pa brala tvoje robove, zbirko Robovi, imaš pa notri, kot da berem v bistvu poljudno znanstven, opis Goriških brd. Ja, ker je to delno... In mi je bilo res všeč. In to recimo bi se upala brati. Ne? Upala bi se brati Hiša mojega očeta, tako kot je bral Valič, ne? Kakšne bolj tele, ki so pa res izrazite pesniške, pa na glas ne upam. Zdaj me pa zanima, kako pravilno brati pesem. Lahko bi to nam kaj povedal, kaj bi moral bralec, čemu izogibati, ko bi bral katerokoli poezijo, ne samo tvojo, ne? Ja. V glavnem, v Sloveniji, v tradiciji branja pesništva, v slovenščini imate recimo, stare posnetke Otona Župančiča, to je zanimivo slišati, in on je svoje pesmi tako rekoč na pol pel, je kar malo je musljal, pa je potem že kar malo zavijal, recimo, in tako. In to je bilo za nas seveda danes to zveni strahovito hecno, patetično in tako naprej, ker se je potem način branja poezije spremenil, da naj se poezijo bere pravzaprav čim manj z investicijo nekih čustev, ne jo interpretirati, ko jo pesnik ali pa pesnica bere glasno ali pa pač tujo poezijo. Je ta manira, da se jo čim manj interpretira, da sicer slediš neki melodiji, ki jo pač pesem ustvarja, neko ritmu, ampak ne interpretiraš tega, kajti interpretacija pa stvar igralcev. In potem tudi pesniki zelo trpimo, ko igralci berejo naše pesmi, ker oni pa začnejo interpretirati in se nam zdi, da so vse pokvarili. Pa ni res, oni samo pač dodajo še nekaj drugega zraven. In tako da tega bi rekel na nekega recepta o pravilnem branju pesmi ni, ampak enostavno, če ne veš, kako eno pesem prebrati, preprosto prebereš, kot bi prebral
neko stvarno besedilo, ne. Se pravi, ne vem, časopisni članek ali pa neko zgodbo, ne. Se pravi, čim manj se poskušaš investirati, a ne, v sam tekst, ne. Aha. To se pravi, pri nas recimo v Franciji, pa vem, je tak še vedno zelo živ ta patetičen način branja, ki je za nas grozen, ne. Pa veliko pa je tudi to, da v velikih tradicijah pesniških, a ne, tudi evropskih, obstaja nekaj, čemur se reče zvočna poezija, in branje zvočne pesmi je pa neka spet čisto posebna zadeva, pravzaprav posebna umetnost skoraj, kjer se zelo dela vratolomne zadevščine z glasom, a ne, in je to zelo vplivalo potem tudi na branje klasičnih pesmi, a ne. In tako da recimo imate pesnike danes, ki pravzaprav so performerji, a ne, in veliko pobirajo pravzaprav iz te tradicije branja zvočne pesmi. Ja, v besedi je moč, ne? In zdaj to je pisana beseda ali pa slišana oziroma povedana, ne? Ja, seveda. A še koga kaj zanima? A je kdo tukaj, ki se ukvarja ljubiteljsko z pesmimi oziroma ne samo z branjem, temveč tudi z zapisi? Ja, jaz mislim Valterja, ne, da bi mogoče malo izvali, ne. Ja, ne vem, zakaj se tamle ga nič ne sliši, ne, Darinka, boste kaj pomagali? Valter, ti si pesnik, pa bi mogoče ti povedal, kako pa se ti dojemaš stavek, recimo v tvoji pesmi, oziroma kako ti ustvarjaš, a ne? Pridi bližje. In zakaj? No, izvoli. Evo, zdaj bo pa Valter stopil. Peter, to je Lep Valter pozdrav s tvoje Čučkovič. strani. Valter Čučkovič ima, koliko Valter, jaz sem zdaj že poznehal šteti 9 pesniških zbirk, po mojem. Ne, 6 Šest. je, 6, v redu, okej. potem 7 je izbor, 8 pa je trenutno v tisku. Aha, pa hajko poezija, ne? Ja, ne, to še pa odzadaj, to še pa ni tako daleč. Ilustracije še manjkajo. Aha. Skratka, kakšno vprašanje si mi postavil, oprosti, bil sem malo odsoten. Pomen stavka v tvoje poeziji, oziroma kako tvori stavek, ker dejansko kaj hočem povedati, ne? Da dejansko vsaka beseda ima en zvok, ne, in nosi en ritem, in kombinaciji z ostalimi besedami tudi ustvarja, v poeziji govorimo, a ne, ustvarja neki en ritem, a ne, tako kot je rekel prej gospod Peter, ne. Oton Župančič je bil perfekten, kar se tiče tega ritma, ne, stavka, in je tudi lahko pel, ne, svojo poezijo, ne. Kako je pa to pri tebi, ti, ko imaš to tudi prosti vers, ne? Domnevam, da se 5 glih ne bi dalo. Zdaj, kar se tiče načina interpretacije pesmi, ne, tale naš Punki, ki ga ti tudi poznaš, on zagovarja način branja s čim manj čustvi. Tako kot gospod Semolič, ja? Ja. Meni je sicer všeč, ko nekdo interpretira na ta način kot recimo igralci, ampak ne vem, kaj pa je recimo absolutno pravilno, če sploh obstaja kakšno pravilo, kako bi se to naj bralo. Kar se tiče moje poezije, pa ne vem, meni je pač prvenstveno to pomembno, da nekaj poveš, pa da seveda, da gre zadeva tekoče naprej, ne. Da ni, kot se temu reče, kakšen vers dobesedno odrezan, ampak da se drug drugega dopolnjujeta ali pa celo podpirata, kot bi temu rekel, ne. Uspel odgovoriti na tvoje vprašanje? Menim, da ja. Ja. Zdaj, jaz sem gospodu Petru postavil vprašanje, če bi prebral kako svoje pesem, da bomo vedeli, s kom in o čem se pogovarjamo. Si mu pisal? Peter Peter pa že išče. Ja, jaz sem zelo tak na tem Zoomu neroden, pa sem zdajle opazil tukaj. Ej, Peter, zdaj pa, preden najdeš, kaj boš bral, ker vem, da boš bral.
No, ja. a ne? Če bi jaz povedala delček nekje v eni družbi, delček tvoje pesmi izpred, ne vem, 30 let, Ja. bi ti prepoznal, znaš ti skoraj vse na pamet? Ne, da bi znal prav na pamet. Ne. Ampak bi jo prepoznal? Ja, mislim, da bi, ja. Mislim, da bi. Zdaj, ja, tudi načeloma bi moral, ja. Zaenkrat mi še dolgo glava dela, mislim. Noro. Ja. Ja, mislim, da bi, ja. Predstavljam se, da bi, ja, ne. Mislim, Ne, lažje je najbrž nekje kaj natisnjeno na dojet, da gre za plagiat, kakor pa nekje, ki samo delček, ne vem, 3 vrstice izmed tvojih, ne vem, 20 kitic. ja. Tiste teže, po moje, ko je slišano. A ja, da bi nekdo to recimo uporabil. To pa treba vedeti v poeziji, pa tako, da pa tako v književnosti, da se veliko uporablja. Pesem vedno tako bom pač vstal pri poeziji, a ne. Ja. Pesem stane nekako iz parih virov, ali pa recimo par stvari se tukaj nekje potem na bolj ali pa manj srečen način srečajo v samem tekstu, ki ga pa človek dobi kot bralec pred sebe, a ne. Eno je recimo avtorjeva osebna izkušnja, a ne, že v zvezi z nečim. In pa vse tisto, kar se mu potem naplete okrog neke izkušnje. Recimo, da pač, ne vem, te najbolj grozne izkušnje so, a ne, če ti pač nekdo bližnji umre in pač seveda potem ob tem pač jasno človek močno čustvuje, pa potem, ko se počasi to umiri, a ne, iz tega tudi ostane lahko kakšna pesem. To je ena zadeva. Druga zadeva je sama pesem, ki jo pišeš, ne, tudi tebe povratno piše nazaj. Namreč, kaj se dogaja, ne? En takšen preprost eksperiment, ki ga lahko vsak naredi, je primer sanj. Mi sanjamo. In ko se zbudimo, a ne, se spomnimo delčkov sanj. Nikoli se ne spomnimo mi celotnih sanj kontinuirano, ne. In potem pa jih hočemo nekomu povedati, a ne, in avtomatično, ko začnemo govoriti o sanjah, tiste praznine, ki si jih ne spomnimo, ali pa ki jih mogoče sploh ni bilo, ker sanje so alogične, a ne, zapolnimo. Toliko bolj, če pišemo, ne, jezik je linearen, ne, pisava je linearna, ne. To se dogaja v času, a ne, pa recimo bomo rekli, sanjal sem, da sem bil, ne vem, pred hišo, pa sem se pa kar naenkrat znašel na avtobusu. Ampak tega pol sem se pa kar naenkrat v sanjah ni bilo, ampak si bil pred hišo pa na avtobusu, ne. Ampak smo to že zapolnili, smo že naredili neko logično zgradbo, ne. In tudi pri poeziji, ko pišeš, a ne, začne nastajati neka oblika in ta oblika pravzaprav vpliva na vsebino. Se pravi, meni je nekdo umrl, ob tem sem nekaj čustvoval, zdaj, ko pišem, pa nenadoma se tukaj pojavijo še neke vsebine, neka čustva, čustvene vsebine, miselne vsebine, ki pravzaprav katerih se jaz nisem zavedal, a ne. To je druga zadeva. Tretja zadeva je pa, da tukaj se pritakne pa še vse tisto, kar sem prebral. Se pravi, poznam recimo, ne vem, eno takih krasnih pesmi na temo smrti je od Gregorja Strniše Vrba, ki pravi, da ti nikoli ne boš umrla, ker tudi vrba ne umre. Tu nekoč je stala vrba, reče in gre naprej. In recimo se ti bo še to pojavilo in mogoče bo samo vrba noter prišla, morda bo samo to, da je šel nekdo naprej, pa šlo noter, ne. In vse to bo pač enostavno oblikovalo pesem, a ne. In tako da tega pri poeziji, ko jo beremo, ne, treba vedeti, da je ogromno tega tako imenovanega medtekstualnega, nanašajočega, ne, da se nanaša na neke pesniške, druge pesmi, ali pa tudi na neke nepesniške tekste, a ne. Tako da plagiat bi bil edino v poeziji ta, da nekdo bi vzel recimo mojo pesem ali pa pesem koga drugega, pa jo kot svojo objavil, pa zahteval honorar, a ne. Pa to pa res je pol plagiat, ne. Lahko pa narediš samo to, kar je Čabi naredil, to je bil en pesnik, a ne, ki je moderniziral vrbo, sonet o vrbi od Prešerna tako, da jo je napisal vse z malimi črkami pa brez ločila. To smeš?
Ja, seveda, in to je zdaj Čabijeva vrba, ne več Prešernova. Ne? Ne morem verjeti. Druga pa je seveda, če bi se pač Prešeren, če bi bil še živ, pa rekel, obstala, ne, takole pa se ne bomo šli, pa bi šel v pravno tožbo, ne. Se pravi, na ravni avtorskih pravic je pač drugače, ampak načeloma se tega, kvečjemu človek počaščen, ne, če vidi, da je nekdo uporabil pri svojem. A prekinja? Alo, me slišiš? Slišite? Zdaj te pa slišim, ja, ampak prej te je pa prekinjalo. Ja, jaz imam tak super internet in pol ta Wi-Fi takšen, ne. Ok, zdaj sva obdelala, kaj je plagiatorstvo, zdaj pa glede, V zvezi s tem, Nika, povejte. da je v glasbi to bolj natančno predpisano, ne? Ja, mislim, da bolj zaščiteno, ja. 2 takta, recimo, ne? Ja, Na pamet, Ja, to lahko ja. vzameš, več pa ne, ne? ja. Bolj natančno predpisano, verjetno poeziji pa ni tako, ne? Vse po moje, tudi če bi šel človek gledati te kakšne pravne zadeve, a ne, bi videl, da je tudi v poeziji kaj podobnega. Recimo, jaz vem, ker imam pač to internetno revijo Poezis in se prevaja ogromno tudi tujcev tukaj objavlja, ne, in so prevedeni v slovenščino. In po večini so oni seveda nosilci avtorskih pravic in ga vprašaš, in seveda vsak je vesel, da se ga prevede, pa da objavi. Ampak včasih so pa nosilci avtorskih pravic založbe ali pa kakšne, to je najhujše, potem pisarne pravniške, a ne, advokatske pisarne. In tam imaš pa kar veliko problemov, recimo, da tako pesem dobiš zastonj, ker ti hoče računati tudi po par 100 evrov, a ne. Budžet recimo je pa 2000 evrov za celo leto te revije, ne. Tako da tudi tukaj, po mojem, če bi šel gledat, človek bi našel neke napotke, koliko se sme, koliko se ne, ampak načeloma mislim pa, da so umetniki tako zelo veseli, mislim, tega, da se jih. To čutiš vedno kot neko čast, a ne, če te nekdo tebe uporabi ali pa tvoje delo uporabi pri svojem delu, a ne. Tudi če to ne navede neposredno, ampak se samo prepoznaš noter. Ti si nekaj časa tudi pisal, ker imaš nekaj vzornikov, a ne? In si imel svojevrstna literarna potovanja v dialogu z drugimi, a ne? Glasovi. Ni bilo tako? Ne vem točno, kaj misliš s tem, oprosti. A ni bilo tako, da se pogovarjate ti pa Žak Prever? Ja, to, da si kot v nekih, stopaš v neke dogovore, seveda to sem prej hotel reči, ne, zmeri se pritakne k temu, ko ti pišeš, a ne, tudi to, kar si prebral, a ne. In enostavno ti stopaš lahko v nek dialog, a ne, ali pa celo ni nujno, da izhajaš iz lastne izkušnje, ne, ampak ti nekaj, kar si prebral, pravzaprav da nek, recimo temu, navdih, tradicionalno rečeno, ne, te navdahne, da ti sam nekaj napišeš, a ne. In velikokrat, recimo, ne, se pa vsaj pri meni, recimo, te pesniki tudi znajdejo v samih besedilih mojih na način ta, ne, češ rečemo, si bral Cankarja, ne rečemo, si bral ta pa ta roman od Cankarja ali pa to novelo od Cankarja, ne. Ampak se pravi, kot nek pojem, a ne, ki prinese s sabo neko vsebino, a ne. Ampak drugače pa ja, poezija danes je treba vedeti, da je po večini poezija glasov, a ne. Da ni več tako monološka, kot je pa bila recimo še par stoletij nazaj. A smem jaz? Ja. Dušan, izvoli. Ja, vzhodnjaška poezija, ne, recimo ima eno zadevo, ki v Evropi nimamo, ne, tam je v bistvu posnemanje avtorja oziroma nadgradnje avtorja, ne, ti vzameš eno temo, ki je avtor obdelal in jo potem rečeš napel na, ne vem, na tega in tega, ne, in potem pač pišeš poezijo v tem smislu, a ne. Ja, tega pri nas ni, ne, teh omažev, ne, to je res tako, ne.
je bilo prej, ne, mogoče več, a ne, se pravi, na način tega in tega je ta in ta zapel to in to pesem, a ne, ker se je reklo, da se pač pesmi poje. In se jih je tudi dejansko pelo, a ne, do nekje razmaha tiska, a ne, je bila večina poezije bolj kot ne namenjena petju, ne. Tako da to se je s to neko individualizacijo, se mi zdi, v evropski književnosti kar zgubilo, čeprav pa še vedno obstaja. Recimo imate na način vsaj recimo posvetila, ne, Thomas Stearns Eliot posveti Pusto deželo, v bistvu najbolj znamenito pesnitev 20. stoletja, Ezri Poundu, a ne, kot svojemu učitelju, oziroma kot on reče, najboljšemu kovaču. In tako naprej. Ne, to se pa še najde v pesništvu, tudi pri nas, ampak prav tako na način, da ne, kot je pa v vzhodnem pesništvu, pa ne. No, da ne bomo s tole teorijo pozabili, da smo prosili gospoda Semoliča, da prebere pesem, Peter. Ja, bom jaz eno tako, recimo, starejšo. Ker ne Že vem. prej začeli, ker ste govorili o pogrebih, pa tako, no. A ja, boš šel v to Ja, pa melanholijo? ne bom o pogrebih. Ne, daj ne, no. Je pa, ne vem, zakaj mi je ta na misel prišla, no, pač enostavno, naslov je pa Oče. To noč sem sanjal o tebi, Oče. V podobi jelena si prišel v moje sanje in se vstopil v vrh travnatega griča. Poklical sem te po imenu, Oče. Poklical sem te z besedo, Oče. Rekel sem, glej, moji očesi sta dva mokra cvetova v gorskem potoku. Pridi in tvoj topli jeleni jezik naj usuši roso, ki je padla na moje oči. Ti pa si stal kot v nekem drugem svetu, kot v nekih drugih sanjah, vrh griča poraslega s travo. Otresel si svojim mogočnim rogovjem in je zginil v belem oblaku nikogaršnjih sanj. Wow. Hvala Hvala. lepa. Zelo v redu. A še kakšno ali je to? Ti povej, ura je 1 naokrog. Darinka bi imela še kakšno vprašanje? Izvolite. Dober dan, jaz sem ploskala. Hvala. Ja, lepo je. Tudi čudovito on govori, ne? Ja. Tako da jaz se ne bi upala na glas brati Semoliča, no. Peter, oprosti. Ja, ti kar mirno, če ti zapaše. Na glas? Ne, jaz potihom. Jaz kar dostikrat sežem po poeziji. Mi je to fajn brati, no. Ja. Zdaj bom pa jaz malo provokativen do vseh teh, ko zdaj tole poslušamo, ne. Zakaj berete poezijo? Evo, pa dajmo avtorju odgovoriti, zakaj pravzaprav beremo poezijo. Jaz jo berem takrat, ko prepoznam, da sem predolgo, ne vem, če sem v 5 mesecih prebrala 44 kriminalk, takrat moram jaz prebrati najmanj mehurčke, ampak res, jih imam doma, Šupančiča, in s pesmijo ti narediš, pa to so otroška poezija, ne, ti narediš, tako da daš peki papir na neko pecivo in potem bo spet, ne bo se povezal ne okus, ne misli, ne nič, a ne. Meni je pesništvo tako, no, da počistim spet branje pesmi, no. Super. Ostali? Še kdo? Jaz berem poezijo takrat, ko hočem biti sam s seboj. Pa kakšne lirične, ali imaš romance, ali kakšne imaš ti potem to, Peter, Dušan? Jaz imam eno veliko zbirko, glede na to, da sem po duši pesnik, imam eno veliko zbirko, potem pač teh pesmi zagrabim nekaj, kar mi pač pride pod roke. Aha, tako.
In pač, ne. Bolje drinka. Jaz pa bom takole povedala. Poezije nisem nikoli čitala. V tistem enem obdobju mi je bil všeč Karel Destovnik Kajuh, tam sem večkrat pogledala. No, dobro, pa Prešerna pa tisto, pač, kar je bilo obvezno nekako, ampak kot kar Valter piše, sledim tudi večjim, kako ne rečem, različnim. Blizu mi je pač nekako Čečna, ker jo vsak dan pač morda zasledim, od Ferija Lenška. Tako da pa tudi v tišini skoraj redko kdaj berem, vedno še preberem Valterjev pesem, ki jo najdem, zasledim, sicer berem, veliko poslušam knjige zvočne, do poezije pa pri zvoku še nisem prišla, sicer pa ja, morda kot je pa Dušana tudi berem, ja, imam zelo blizu njegovo pesmarico oziroma njegovo knjigo pesmi, Lesne črve, tako da, kaj vem, takih občutkov morda ne znam na tak način opisati, teh občutkov, kot jih vi opisujete. Meni je predvsem zanimivo, pa se zamislim, pa mogoče še malo grem z njim tam, kamor gre, ne vem, Feri ali kdorkoli že pač, a ne, pa o tem piše. Pri Valterju pa nekako tiho še nikoli nisem brala, tako kot sem rekla za sebe, njegove pesmi pišem potem na računalniku, on to napiše na braille stroj, mi narekuje, nakar ko pregledujeva, ko pride, ko izbira pesmi v založbo, za tisk, pa potem pregledujem ponovno po parkrat, trikrat, petkrat, ne vem kolikokrat, ko dajo če kakšna poprava lektorja oziroma pač in tako da ja, skratka, vseeno morda bi lahko rekla, da bom posegla. Pri nas je pač to, sicer berem črni tisk, ne vem veliko, odvisno, kot ste prej povedali, o interpretaciji, a ne, ker pri nas bralci še knjigo, ki jo preberejo, v zvok včasih igrajo, a ne, tako da vpijejo poleg, že skoraj da včasih ne rjujejo, tako da pri pesmi bi pa potem tudi verjetno si deležen tistih čustev, ki jih on zaznava, a ne, ko mi poslušamo, no, to je pač toliko, o tem morda nisem ravno povezano govorila, se opravičujem. Ne, super. Zdaj je veliko, jaz ne vem, kako vi dostopate, se pravi, imate težave z vidom, a ne. Na internetu je ogromno poezija, a ne. Jaz vem, da pač so le toliko starejši, a ne, da je internet kasneje prišel na svet, ko jaz. Si rečem včasih, ne, Majko, ko bi bilo toliko, imel res ta dostop do pesništva, ko sem imel recimo, ne vem, 20, 15, 20 let, ko sem začel pisati, a ne. Ker jo je res izjemno veliko, a ne. Je pa res, da je pač vsa, ja, ne vem, če je tudi zvočno na internetu navzočano. Ja, mi v knjižnici imamo nekaj poezije, ne, ampak ne kaj dosti, ne, ker pravzaprav za poezijo je tako, ne, saj smo Slovenci, smo narod pesnikov, ne, ampak poezijo pa zelo malo beremo, ne, tudi kupujemo jo, ne. Recimo, če ena vrhunska pesniška zbirka izide, ne vem, v nakladi 50 izvodov ali pa 100 izvodov, tega jih pač 50 celo ostane, a ne, nekje v primerjavi, ne vem, včasih so pa to delali na velike zadeve oziroma velike naklade, a ne. Tako da, ja, nekaj imamo poezije v knjižnici, no. A lahko še jaz nekaj rečem, Albina? Ja, seveda. Ja, gospod Peter, jaz bi bila pa zelo, zelo vesela, če bi vi še kakšno pesem prebral. Prejšnja o očetu je bila zelo lepa in ste jo zelo lepo predstavil. Jaz bi bila vesela, če bi vsaj še ene 2 pesmi izbral, pa nam jih prebral. Jaz sama poezijo berem zelo malo, so me pa v zadnjih letih presenetile pesmi od Lojzeta Grozdeta,
ki je bil tako mlad, pa je tako v lepi rimi, pa tako globoko predstavil in svoje doživljanje in doživljanje svoje okolja, v katerem je živel. Potem Nataša Ahčin, ona je pa pred par leti umrla in imela tudi zelo iz njenega trpljenja izhajajoče pesmi, so me tudi včasih res nagovorile. In tako ravnam, Peter, kot ste vi prej rekli, da en stavek ali pa ena beseda me prevzame. In jaz zdaj vidim, da ni to nič narobe. Včasih sem iz kakšne njene pesmi, me kakšna misel ali pa kakšne vrstice so me tako nagovorile, da sem jaz tisto potem uporabila kot voščilo, ali pa sem še sama nekaj dodala in je potem nastalo recimo voščilo za Božič ali pa za veliko noč. Še tele pesmi pa, ko zbiram prispevke za naš časopis Obzorje in sem odgovorna za tisto rubriko Obzorje duha in dobivam različne te revije, tam noter v prenovi je pa tudi vsakokrat objavljena ena pesem Milene Pavuna Lampe, ona pa te verske dogodke se mi zdi, da je na tak način lep prelije v to poezijo. Toliko bi jaz rekla, res bi bila vesela, če bi še kakšno pesem lahko prebrali. Po vašem izboru. Ja, imam eno, ki ima naslov, ta je pa malo starejša, ona je bila, ker sem imel 23 let star bil. Res. Sem imel pa ene 30 več, ja. Barve. Tvoje oči so modre, modra je tvoja barva. Na večer v meni cvetovi forzicije in polna luna nad bližnjimi nama bloki. Storila si korak in jaz, čeprav šarjav, hodim ob tebi, nenadoma nič več opotekaj. Tvoj korak je dolg 32 let in diši kot oranža. Nisem pričakoval niti v sanjah. To noč sva si delila v njih bel kruh in si potem priklicala, nič več v sanjah, na obraz velike rdeče cvetove. Katera barva ti je najljubša? Kateri pevec, katera pevka? Poletna žalost je za nama in črni glas Lane Del Rey ni več znak, ampak samo še pesem kot vsaka druga. Svetlo-zelena trava, temno-zelena v mesečini, ti, ki še ne verjameš vase, jaz, ki sem verjel vate od hipa, ko si prišla z rožmarinom in meto, verjamem v naju. Barva tvojih oči se spreminja svetlobo, ponoči sijejo zlastno, zvezdi, ki jo ne zastira več noben oblak, temne snovi. Hvala lepa. Hvala. Lepo. Hvala. Bo še eno zbral, potem bi Aha, pa lahko okej. tudi zaključili, če želiš. Ja, jaz imam jo ta malo problem, ker malo težko sedim. Vem, Peter. Hrbta. Ja. Onda, Vseeno hvala, lej, 10 ne, hvala vam za minut vabilo. čez uro sva. Ja. Super si bil. Čakaj eno. Bošno tako. Problem je, da jaz glih kakšnih takih veselih nimam. Ja, to je res. Ja, Ja. saj poezija je običajno žalostna, ne, človek piše iz travm. Ja, sej. Pa ne, pa tudi obstaja, prav je tako fajn, mislim, fajn, vesela poezija, ne. Jaz gledam zdaj, pa se mi zdi tako, v spominu imam, da kakšne so. Je hotel reči, ne, medtem ko Peter išče. Saj pesniki se med seboj tudi, bi rekel, nekako inspirirajo, ne, in v bistvu najdeš en vers pri enem pesniku in potem ta nadaljuješ, ne. Recimo pač za svojo varianto, a ne. Tako, kot delajo reperčki. Lahko tudi v tem smislu, ja, ja, ne. Celo obstaja, ne vem, kako se to že imenuje, sem že pozabil, ne, da v bistvu
kot eno pesniško tekmovanje, ne, ki poveš en vers in on nadaljuje z drugim verzom in tretji nadaljuje s tretjim verzom in tako naprej in pol to nastane kot neki en slam ali poezija, ali kako se temu reče, Ja, Peter? slam. Ja. Sej zdaj te dni je začela spet fabula, ne da, Peter? Jaz sem ti se pa proza, ja. Mislim, proza, ampak ti si tudi kdaj bil prisoten, ni bilo tako, ne? Ne, ker to je pa prozaistična fabula, je bila prvotno za kratko zgodbo. A to je bila pa kratka zgodba, ja, pa res. Da je kar tudi neki roman. Ne vem, v glavnem to je za prozo. No. Aha, sem Za, zamešala. ja, za pesništvo je v Sloveniji veliko tega. No. Aha. Ja. Festivalov, pač odvisno zdaj, odkot je kdo, a ne. Zdaj mi je na misel prišel en krasen festival, mislim, da je avgusta v Celju, izrekanja, če je kdo z tistega konca, ki je tudi povezano z glasbo, je veliko glasbe, pa potem in poezije. 3 dni traja, pa potem je vsak let je ta pesniška Viteza poezije, kako je že, to je založba Pivec organizira, je tudi veliko Pranger, ja. takih Pranger, ja. literarnih večerov. Dnevi Pranger, poezije in vina, Veronika, potem Ja, je v Velenju ima mislim, Uno ja. Stropnik, ima, kaj je že, Lirikona, ne? To ti bereš ali to kveš, Dušan? Ja, je konfes. Si že našel? Aha, meni je zdaj napisal, da je internetna povezava nestabilna, se ne sliši. Saj je nestabilno, je skozi mal, veš? Aha, okej. Ja, zdaj pa tudi meni povedal, ja. A za konec še eno? Ja, eno tako, ki je, tako recimo tako, da kar je meni fajn pri poeziji, je to, da je pesmi so ponavadi kratke, a ne, hitro prebereš. Za roman recimo rabiš kar veliko časa. In drugič se mi zdi, da je pesem ena fajn zadeva, ki jo je lahko deliš z drugimi ljudmi. No in zdaj je tlele pa ena pesemca, ki ima naslov Najdena pesem. Bom to prebral. Včeraj zvečer sem na avtobusni postaji našel pesem, napisano na črtast list papirja, iztrgan iz zvezka. Nisem pričakoval preveč, ko sem jo vzel v roke, da bi jo prebral, da bi si skrajšal čas. Še nekoliko otroško zaobljena pisava, sem ter tja prečrtane besede, nad katerimi so z drobnejšimi črkami napisane nove. 16 vrstic v prostem verzu, razdeljenih v 4 kitice. Skrivnosten izbris dela pesmi tam, kjer je najbrž padla kaplja dežja, se vpila v. Naj jo razumem kot anonimno in vendar osebno sporočilo in jo vzamem s seboj. Iz ovinka se je prikazal avtobus s pravo številko na displeju. Pustil sem jo tam, naj jo berejo še drugi, dokler ne bo dež sprav črnila ali jo bodo pobrali smetarji in bo ostala le še v naših spominih, kot slučajen šepet neznanca, občutek, da morda nismo sami. Hvala lepa. Hvala, Peter. Hvala vam. Bomo torej zaključili današnjo druženje z gospodom Semoličem. Peter, hvala, ker si vzel čas za nas. Hvala tebi, pa hvala vsem vam, da ste se vzeli čas zame. Za naslednji teden, Dušan, boš ti napovedal lahko? Ja, torej, Peter, hvala, tole je bilo čudovito, mene je zelo veselilo, takole tale pesniške izkušnje, tako da jaz upam, da bomo še kdaj kje ponovili, a ne, v živo vsekakor, a ne. Da. Ja. Zdaj, dobro, moja beseda ne bo zadnja, ne, bo še nekaj povedala, kaj za konec. Jaz bom samo rekel, naslednji teden bomo se pa malo ukvarjali z motnjami prehranjevanja. Se pravi, z nami bo Ana Ziharl, ki ima svojo
nevladno Društvo? društvo, ja, in bo pač tudi govorila o svojih izkušnjah in o izkušnjah pač teh ljudi, s katerimi se ukvarja, se pravi, čisto na hitro bulimija, anoreksija, ne vem, motnje prehranjevanja, te stvari. Mislim, da je to tudi kar ena taka zanimiva tema, s katero se, s prenajedanjem, s katero se vsi nekako srečujemo, a ne, pa je mogoče fajn, da nam nekdo malo odpre oči, ne. Okej, toliko imam jaz, hvala, da ste bili, ne, evo, Nika, zaključna beseda je pa tvoja, ali pa Petrova, recimo. Kar Petrova, izvoli, Peter. Ja, najlepša hvala za vabilo, sem imel res krasno in hvala vsem vam. Kaj ne rečem, če naletite kje na kako pesem, jo preberite in jo pač podajte naprej, a ne. Se mi zdi, da je to nekaj, da je tudi poezija, čeprav nas nekako, tako kot je bilo prej rečeno, ko hočemo biti sami, in seveda poezija je stvar samote, ampak hkrati nas pa lahko tudi povezuje, a ne, in si jo tudi delimo. Tako da res najlepša vam hvala. Hvala tebi za prijateljstvo in za poezijo. Adijo. Adijo.